Dom upokojencev Kranj je leta 1973 ustanovila skupščina občine Kranj. Maja 1993 pa ga je vlada Republike Slovenije preoblikovala v javni socialno-varstveni zavod. Leta 1972 je bil zgrajen prizidek k domu, tako da je danes v domu prostora za 214 stanovalcev. Dom je že od nekdaj veljal za elitni dom. Umeščen je v neposredni bližini starega mestnega jedra Kranja in tako omogoča stanovalcem enostaven dostop do mesta, pošte, banke, trgovin, knjižnice, cerkve in drugih za njih pomembnih objektov. Dom obkrožajo prekrasne slovenske gore in planine. Najbližja sta Šmarjetna gora in Jošt. Hrbet doma pa varujejo Kamniško-Savinjske Alpe. Na 10.000 kvadratnih metrih zemljišča se razprostira 5 sklopov stavb. Okolica doma je polna naravnega zelenja in lepo urejena. 4 čudoviti parki stanovalcem omogočajo sprehode in druženje, poleti pa nudijo prijetno naravno senco. Dom je v celoti prenovljen. Tako delavci kot stanovalci smo na naš dom, katerega slogan je Naročje topline, zelo ponosni. Dom nudi poleg institucionalnega varstva, ki zajema zdravstveno nego in socialno oskrbo, še številne druge socialno-varstvene dejavnosti, s katerimi pomaga uporabnikom, da lahko čim dlje ostanejo doma, v svojem domačem okolju. Pomoč na domu, dnevno varstvo, začasno varstvo, kosila. S svojim strokovnim delom in osebnim pristopom se vsi zaposleni trudimo posamezniku in njegovim bližnjim pomagati pri sprejemu odločitve za vključitev v domsko življenje. In pri tem skušamo vsaj delno omiliti stiske in negotovosti, ki jih taka odločitev prinaša. Osredotočamo se predvsem na pripravo starejšega človeka in njegove družine, na ustrezno obliko oskrbe, ki jo starostnik glede na svoje potrebe in zmožnosti potrebuje pred in po prehodu v dom. V službo zdravstvene nege in oskrbe so vključene storitve oskrbe in zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije. Zaposleni redno spremljamo zdravstveno stanje stanovalcev v domu, glede na kompetence izvajamo medicinsko-tehnične posege, skrbimo za lajšanje zdravstvenih težav. Nega in oskrba sta prilagojeni zdravstvenemu stanju in potrebam stanovalcev. Osnova dela sta prijaznost in spoštovanje. Zaradi vedno večjih potreb naših stanovalcev pa zahteva delo zdravstveno-negovalnega osebja vse večjo strokovnost in redno izobraževanje. V ospredju je upoštevanje vseh njihovih potreb in želja ter spoštovanje njihovega dostojanstva in osebne integritete. Posebno skrb namenjamo stanovalcem z napredovano demenco. V ta namen imamo 2 varovana oddelka z velikim zimskim vrtom, z izhodom na vrt in teraso. Ti stanovalci so zaradi svojih potreb ves čas deležni posebnega varstva ter animacije. Aktivnosti so usmerjene v ohranjanje fizičnih in kognitivnih sposobnosti, od ročnih spretnosti, telovadbe, do gospodinjske, družabne ter glasbene dejavnosti. Program fizioterapije zajema kinezioterapijo, elektroterapijo, termoterapijo, respiratorno terapijo ter skupinske vadbe po oddelkih. Z metodami vertikalizacije in mobilizacije želimo preprečiti posledice dolgotrajnega ležanja. Z ohranjanjem gibljivosti in moči pa samostojnost in mobilnost starostnika.
V delovni terapiji s pomočjo namenskih aktivnosti vplivamo na večanje samostojnosti stanovalcev na vseh nivojih njihovega življenja. Zajema področje skrbi za samega sebe, področje produktivnosti in področje prostočasnih aktivnosti. Stanovalci aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in postavljanju prioritetnih ciljev obravnave. Kljub fizičnim ali psihičnim omejitvam, bolezen, okvara, starost, je naš cilj, da stanovalec ostane aktiven član okolja, v katerem živi. Jaz se dobro počutim zdajle v domu, vsak dan imam zapolnjenega do konca, osebje je zelo prijazno in vse dejavnosti, ki jih delamo z veseljem in tudi radi obiskujemo jih. V tem domu se počutim, kot da bi bil doma. Po smrti naše mame je očeta dvakrat kap. Naša družina je bila zelo zaskrbljena, kako se bo oče ponovno vključil v življenje. In moram reči, da mi je osebno zelo veliko pomenila takrat pomoč doma in vsega osebja, ker se je oče odlično vklopil v vse aktivnosti in rehabilitacijo v domu. In moram reči, da se vsi skupaj, tako on kot naša cela družina, počutimo varne, ker je zelo zadovoljen in je to dejansko postal njegov drugi dom. Poleg stalne nastanitve v domu starostniku nudimo tudi začasno varstvo in dnevno varstvo. Stanovalcem v oskrbovanih stanovanjih pa nudimo storitve socialne oskrbe v obliki pomoči na domu, patronažno zdravstveno nego, pa tudi kosila, pranje in likanje. Stanovalcem nudimo primerno, starostniku prilagojeno prehrano in vse vrste diet. V lepo prenovljeno domsko jedilnico prihaja okoli 70 stanovalcev, kjer jih postreže servirka, postrežba kot v najboljšem hotelu. Tudi s tem se izkazuje spoštovanje starejšim. Dnevno pripeljemo starostnikom na dom do 180 kosil. Prehrana je namenjena predvsem upokojencem in ljudem, ki zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne zmorejo več kuhati sami. Lahko pa kupijo bone in kosilo pojedo tudi v domski jedilnici. Dom upokojencev Kranj izvaja socialno-varstveno storitev pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu kot javno službo za mestno občino Kranj in občino Šenčur. Pomoč pri osebni negi, gospodinjska pomoč, topel obrok, pa tudi stisk roke in vzpodbudne besede so le nekatera opravila, ki se izvajajo v okviru pomoči na domu in jih oskrbovalke z vso vestnostjo, zavzetostjo in strokovnostjo vsakodnevno opravljajo na številnih domovih pri povprečno 200 uporabnikih. Ta pomoč na domu mi pomeni vse, da sem samostojna, da sem lahko v domačem okolju in da delam pol čez dan, kar sama hočem. Negovalka pride k meni za 1 uro, to je veliko več, kot pa lahko v domu nudijo uporabniku, ne. V 1 uri me uredijo, pa lepo predstavijo na voziček, potem sem pa lahko sama. Ta stalna navzočnost oskrbovalk meni ogromen pomeni, ker sem sigurna, da bo ob tisti uri, določeni uri prišla. V sklopu servisne službe vzdrževalci skrbijo za vzdrževanje notranjosti in okolice doma. Perice pa se vsak dan trudijo, da je perilo za stanovalce doma in oskrbovanih stanovanj
in prav tako delovna oblačila za preko 170 zaposlenih, sveže oprano, snežno-bele barve, zlikano in dostavljeno na oddelek. Vsi zaposleni se zavedamo, da dom predstavljajo ljudje. Zato so naša prizadevanja usmerjena v pridobivanje strokovno usposobljenega kadra, ki zmore veliko empatije in človečnosti, prijaznost, zgovornost, dobronamernost, pozitivno naravnanost in pripravljenost priskočiti na pomoč v spoštovanju vsakega in vseh.